Lep pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte oziroma se spustimo v njihovo drobovje. In tokrat je na vrsti Cardano in to je bilo po priporočilu enega našega gledalca. Tako da dajmo se spustiti v tale kriptoprojekt. Kaj sploh je, kaj sploh omogoča in kako mu kaj kaže? In seveda tudi kakšno oceno je dobil glede na našo lestvico. No, dajmo si najprej pogledati, kaj sploh je. Imam tukaj zapisane zapiske, tako da ne mi zameri, če gledam malo v ekran. Torej, Cardano je odprtokodna platforma za pametne pogodbe, zasnovana na znanstvenem pristopu in temeljiti raziskavi. Njeno razvojno ekipo vodi Charles Hoskinson, soustanovitelj Ethereuma. Cardano uporablja dvoplastno arhitekturo, eno plast za transakcije z njenim domačim kovancem ADA in drugo za pametne pogodbe, kar povečuje varnost in prilagodljivost. Projekt je zasnovan na protokolu Ouroboros, ki temelji na dokazovanju vložka Proof of Stake, zaradi česar je energetsko učinkovitejši in bolj trajnosten v primerjavi z drugimi blockchaini, kot je Bitcoin. Cardano želi omogočiti finančne storitve tudi tistim, ki so izven tradicionalnega bančnega sistema, še posebej v državah v razvoju. No, in če pogledamo njihovo spletno stran, vidimo, imajo zelo lepo urejeno spletno stran, tudi takoj ponudijo obrazložitev, o čem se projekt sploh gre. Malček sem bil v dvomih, kar se tiče white paperja. Tudi tukaj linkajo na svoje dokumente, ampak tukaj v bistvu vsaj malček bolj obrazložijo, poskrbijo tudi za uvod, recimo tukaj Learn about Cardano in imamo tukaj celotno lepo posegmentirano knjižnico, kjer vse lepo obrazložijo. In seveda white paper oziroma belo knjigo oziroma v njihovem primeru dokse si je vedno treba prebrati, preden se kamorkoli kaj vlaga. No, tako, kar se tiče prvega segmenta, kjer v bistvu samo pregledujemo projekt, kakšna je jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo, jasnost bele knjige. No, za prvi segment dobil vseh 15 točk od možnih 15, zaradi tega, ker je jasen projekt s podrobno razlago, cilja na realno industrijo in bela knjiga je tudi dobro napisana, čeprav malček zamede zaradi tega, ker linka na njihove dokse oziroma dokumente. Naprej imamo tukaj ekipo in podporo, kdo stoji za projektom in ali je projekt prejel kakršnakoli sredstva. In ta prva je izkušenost ekipe in to bomo pogledali tukaj na tej strani. CryptoRank.io, to je zelo dobra stran, ki prikazuje marsikatere podatke o kriptoprojektih. Zdaj, Charles Hoskinson nima LinkedIn profila, ampak kot sem že prej omenil, on je delal za Ethereum, je tudi kar precej znan, tako da vsekakor ima precej znanja, kar se blockchaina tiče. Tukaj je tudi Jeremy Wood, ki je co-founder, lahko ga pogledamo na LinkedInu, morda kaj je kaj prej delal. Tudi on je prej delal na Ethereumu očitno, tako da znanje, kar se tiče blockchain projektov, vsekakor ima in prej je delal v poučevanju. Ok, poglejmo si zdaj še Agelos,
Kijaijas, jaz upam, da nisem razmesaril njegovega imena. Zdaj on je chief scientist oziroma glavni raziskovalec. Da vidimo, kje je on delal kaj prej. Aha, torej cyber security na Univerzi Edinburgh in potem tudi razna profesorska dela. Tako da ja, znanje v tem projektu vsekakor je in izkušenost ekipe vsekakor je. Dajmo si zdaj še pogledati financiranje in podpora. Tukaj imamo tale zavihek fundraising, pa pojdimo si pogledati. Torej, oni so imeli kar nekaj ICO-jev in so tudi kar lepo zbrali kar precej denarja preko tehle ICO-jev. Zdaj, če je kdo znan tukaj, vidimo Julian Sarokin je eden izmed njihovih glavnih investitorjev. No, zdaj na podlagi tega ne morem lik dati neke dobre ocene. Je zmerna podpora tako pri manjših vlagateljih, glede tudi na ICO-je, ki so jih imeli. Tako da za tale drugi segment, ekipa in podpora, dobi vsega skupaj 13 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo tretji segment, blockchain in žeton. Ali je uporaba blockchaina upravičena? Vsekakor je. Uporabnost žetona je tudi jasen mehanizem zajemanja vrednosti za žeton. Tako da za ta tretji segment dobi vseh 10 točk od možnih 10. Naprej imamo napredek in cilji. Ali je ekipa dosegla svoje cilje? In tukaj sem jaz našel eno zelo dobro stran, ki jo imajo seveda oni, in zelo dobro tudi obveščajo svoje sledilce, kaj se trenutno dogaja, na čem delajo. In vidimo tukaj, da imajo kar precej objav, kar se tiče razvoja. Ta zadnja je 8.11.2024, tako da nedolgo tega nazaj. Tako da tukaj lahko rečemo, da imajo dosleden napredek z doseženimi mejniki in komunikacijo, tako da dobijo vseh 5 točk od možnih 5. Naprej imamo tehnično analizo in to si bomo pogledali kar tukaj na cryptorank.io, kjer je tudi graf in vidimo, da imajo zadnji čas kar eno lepo rast. Ampak, če mi malček tole odzumiramo, vidimo, da imajo še kar precej poti za narediti. Seveda, ta glavna meja je zdaj tukaj ob 60 centih, v katero smo zdaj udarili, pa vse tam nekje do 80 centov. Tako da moramo malček videti, kaj se bo tukaj zgodilo. Dajmo zdaj še kakšen indikator tukaj, da malček vidimo, kaj se dogaja. In ja, takoj se vidi, da smo tukaj že prekupljeni, tako da bo treba malček paziti, če bomo slučajno dobili zavrnitev od te meje 60 do 80 centov. Drugače, volumen in likvidnost. Vidimo tukaj, da imajo kar velik volumen na zelo znanih menjalnicah. Tako da, kar se tehnične analize, cena in moč trenda je tam nekje mešan trend. Volumen in likvidnost ima velik volumen in močno likvidnost na uglednih borzah. Tehnični indikatorji nam dajo trenutno malček mešane signale, zato tukaj v tem segmentu dobi 11 točk od vseh možnih 15.
In na to imamo še sentiment, kakšno je sodelovanje skupnosti in kakšna je adopcija uporabnikov in tipičen vlagatelj. Pa dajmo si kar pogledati tukaj na njihovi spletni strani. Ponavadi so v mnogi spletne strani povezave na njihova socialna omrežja, pa dajmo kar pogledati Twitter oziroma X in vidimo, da imajo tukaj kar 1,3 milijona sledilcev. To je ogromno. Pa potem imajo tukaj tudi Facebook. Dajmo tole stran, ker se ne bomo prijavljali. 231 tisoč sledilcev. Kaj nas še zanima? Telegram. No, tukaj imajo 19 tisoč sledilcev. Tako da imajo kar precej sledilcev. In pa tudi adopcija uporabnikov in tipičen vlagatelj, no tukaj je malček mešano. Je še relativno mlad projekt in mora še kar nekaj adopcije dobiti. Tukaj sem tudi uspel dobiti listo dAppov, ki trenutno tečejo oziroma so na Cardano omrežju. Zaenkrat ni nič kaj tako kaj znanega. Tako da potrebne bo še kar nekaj adopcije, kar je tudi zelo pomembna za take projekte. Spomnimo se samo na EOS, ki se je tudi reklamiral kot Ethereum killer, pa ni dobil dovolj adopcije in je na račun tega tudi šel v pozabo. Torej, za sekcijo 6 sentiment dobi 8 točk od skupno možnih 10 točk. In smo pri ta zadnji sekciji, Certik. Kako bo šlo kaj Cardano tukaj na Certiku? In vidimo, da kaže kar relativno dobro. Imajo tudi opravljeno Certik revizijo, kar je super. Ima tudi zelo dobro oceno. Zdaj sicer nima Skynet preverjanja, samo malček, da pridem do tegale segmenta, to je tukaj. Tega nažalost ni. Reče, leaderboard ocena je fantastična, skoraj da 90, in rešene varnostne težave ima večinoma tudi vse lepo rešeno. Tako da ni nekih problemov, kar se tiče tega projekta, in je tudi zelo visoko rangiran. In od tega segmenta dobi 15 točk od vsega skupaj možnih 20. Tako, skupna ocena zdaj za Cardano je 82 od 100, kar ta projekt uvršča med dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. No, to je sicer v bistvu zelo dobra ocena. Drugače, povejte mi, kaj si vi mislite kaj o Cardano? Smo morda tudi mi kaj zgrešili, morda kaj spustili, kar komentirajte spodaj. In kaj si mislite o tej oceni? Ste morda investirani v Cardano? No in seveda, kot sem tudi že dostikrat omenil, te raziskave vzamejo kar precej časa. Ta video je sicer krajši zaradi tega, ker pridem na tole že pripravljen, vem tudi že točno, kaj bom govoril, ampak to vzame kar precej časa. Tako, to bo tudi to, kar se tiče naše raziskave za Cardano. Ne se pozabite naročiti na naš kanal, ker bo še več zanimivih videov, pa dajte nam tudi en všeček. Zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.